Spet je čas za reprezentanco. Zbrala so se dekleta pod vodstvom selektorja Kolmana, v naslednjih dneh bodo odigrala prijateljsko tekmo s Srbijo. V prvenstvu Ljubljana melje dalje, še drugič zapovrstjo so igralke iz prestolnice na krilih Mirjam Kastelec premagale Primorje Toslon Nutri Cosmetics in oddale resno kandidaturo za naslov prvakinj. Ustavili smo se prav v taboru Ljubljane ter se o uspehih, razvoju ekipe in ambicijah pogovarjali s kapetanko Katjo Turk. V kratkem bo aktivna tudi mlada reprezentanca. Pogovarjali smo se z Lano Šernek, ki bo že v teh dneh na delu v dresu z državnim grbom. Dolga podaja v globino, to je priložnost za ekipo Maribora, kdo bo hitrejši? Ja, to je igralka Maribora, priložnost za gol in gol! Mariborčanke se veselijo gola. Vse se je začelo v Jakobskem dolu, kjer tudi živim, pri fantovski ekipi NK Jakob. Tam sem začela, igrala sem 10 let, potem sem šla v nogometni klub Maribor Tabor. Tam sem igrala 2 leti, potem sem šla v Celje, iz Celja sem šla v Radlje ob Dravi. Tam sem tu igrala 2 sezoni, potem sem pa šla še v Muro, kjer sem igrala 2 sezoni, potem pa sem zdaj tukaj. Najbolj pri Muri, kam smo bile res zelo dobra ekipa je bila, dobra generacija, tam sem največ izkušenj pridobila. Bila sem z Radljem, sem bila državna prvakinja U15, pa z Muro U17 državna prvakinja. Cristiano Ronaldo. Ženska pa Aitana Bonmatí. Je odgovornost, ampak imam zelo fajn ekipo, tako da je super. Naš cilj je, da bi bile čim višje, realno ne moramo biti zdaj, ne moramo ciljati na prva 3, 4, 5 mest, ampak potem pa kakšno tak sredina. Odlično, jaz sem ful vesela, res to je ful poseben občutek, pa pol, ko poslušaš himno, to je neverjetno, tako da. Ja, se veselim, upam, da bom čim več igrala, pa da bom dala bom vse od sebe, pa. Ja, da zdaj na pripravljalnih tekmah, da obe zmagamo in da gremo potem na kvalifikacije, čim bolj pripravljeni. Ne vem, upam, da kje v tujini. Upam, da imela čim več nastopov tudi za reprezentanco. To mi je največja želja, tako je. Ja, mogoče za Romo. Ja, za Romo vidim, pa Juventus. Dve tekmi, kjer so bile vključene ekipe z vrha lestvice, smo imeli v tem krogu. Olimpija se je soočila z Radomljami Medex, Primorje Toslon Nutri Cosmetics pa proti Ljubljani. Muranona je gostovala v Kidričevem pri kirurgiji Aesthetical Alumini. Maribor se je srečal z Žalcem Trbovljami, na Kodeljevem je potekal obračun Krima Hubata in Gažona Leloga. Pogledali si bomo vrhunce in odzive iz Ljubljane in Ajdovščine. Na igrišču Svobode Vič je Olimpija na 32. medsebojnem srečanju v prvi ligi pričakala Radomlje Medex. Po dolgih letih, ko rumenosrčne niso uspele premagati Zmajčic, so tokrat Radomljanke računale na 3 točke in 3. zaporedno zmago na medsebojnih tekmah z zelenimi. V 5. minuti ni veliko manjkalo, da bi se gostje prvič veselile. Odgovor Olimpije je sledil v 17., a brez zaključnega strela na vrata čuvajke Ive Kocjan.
20 sekund preden je mimo šla polovica ure, pa je Omerzu še enkrat dokazala, kako natančno levico ima. Z težkega položaja je z diagonalo premagala Ajšo Kalač. V tretji minuti nadaljevanja so se stvari za Olimpijo še dodatneje zakomplicirale. Ula Osolnik se ni obotavljala in takoj, ko je vstopila v kazenski prostor, je udarila. Podvojitev prednosti rumenosrčnih. V 57 minuti so si gostje privoščile napako v kazenskem prostoru. Nedovoljeno ustavljanje nasprotnice, 11-metrovka za bele domačinke. Izvajala jo je izkušena Špela Rozmarič. Ljubljančanke so se vrnile v igro, do konca je bilo še veliko časa. Radomlje imajo letos v svojih vrstah izvrstno Saro Gradišek. Slovenska reprezentantka je preigravala. Na odbitem strelu je bila najhitrejša Zoja Šrot, 3:1. Še so bile nevarne gostje in lahko bi bil rezultat precej višji, vendar so bile napadalke Radomelj v odločilnem trenutku premalo zbrane. Srečanje je povedalo, da so Radomlje znova resen kandidat za ligo za prvaka. Olimpija pa tvega, da letos ne bo med najboljšo četverico. Mislim, da so 3 pike zasluženo na koncu naše, ker smo se tekom celotne tekme izkazali za boljšega nasprotnika. Igrali smo našo igro, sicer na začetku še nekoliko nervozno, ampak kasneje smo tekmo dobili pod kontrolo in jo mirno pripeljali do konca in upravičeno zmagali. Jaz mislim, da smo danes pokazali in prepričali še tiste zadnje skeptike, ki ne verjamejo, da lahko letos posežemo med najboljše. Mislim, da smo odigrali predvsem to, kar mogoče v nekaterih tekmih drugih nimamo, se pravi ta agresivnost. Proti zelo kakovostnemu nasprotniku, ki je bil agresiven, smo se znali postaviti, smo znali odreagirati. In jaz nimam drugega, kot samo puncem čestitati. Torej, če sodimo po pokalu, danes na papirju seveda favoritinje Ljubljančanke. Vsekakor pa mislim, da ne želijo ostati veliko dolžne niti hčere Burje, ki danes želijo zagreniti življenje. Takole, zdaj priložnost na Mitanič in ali je tukaj gol za Primorje? Ne, ostaja 0:0. Torej, vstopu v 9. minuto, lepa priložnost za Primorje in ostaja torej še vedno en poraz, en kiks, ki so ga doživele, razlagal sem že proti Radomljam, no zdaj pa hitro je do žoge prišla dobro tam Jana Intihar in tole bo žoga za vratarko Primorja. No, lepa žoga zdaj, ali je tukaj priložnost za gol, ostaja 0:0. Aplavz iz tribun, ravno tiste športne sreče, da bi si žogo bolje pripravila na zaključni udarec. No, zdaj pa vračajo s tole globinsko podajo nogometašice Ljubljane, kdor ne da, ga dobi, ampak tudi tokrat ni šlo. Taja Vrhovnik si je zdaj zaslužila aplavze. Ja, Katja Turk je svojo pot v prvi ženski ligi začela za ekipo Krima v sezoni 2. No, sedaj pa Mirjam Kastelec in 1:0. Ja, tudi nov gol za Kastelčevo. Zgoraj tudi morda je pilot tega majhnega letala tudi imel priložnost videti gol takole iz ptičje perspektive. Dober tajming pilota, no, Kastelčeva pa je imela tam ogromno prostora, dober zalet in udarec. Tole je šlo v okvir vrat brez dvoma, ampak dobro je bila tudi postavljena vratarka Taja Vrhovnik, tako da ostaja pri 0:1. Ja, Ljubljana si prav gotovo želi še enega gola, da bi nekako mirneje vstopila. No, zdaj pa priložnost Dolenškove. Tole zna biti nevarno. Dolenškova in ostaja 0:1. Ja, dobro je tam zdaj
tole postorila Tija Zakrajšek, ki je ustavila do Kastelčeve, ali je tukaj priložnost, takoj je vedela, da mora udariti proti golu, kar živahno je v Ajdovščini tudi po zraku, ne samo v 16-metrskem prostoru, in zgodilo se je tisto najhuje za Primorje. Mirjam Kastelec pa dosega gol številka 37 v prvenstvu in opisali bomo 43. minuto pri 0:1 pri tem minimalnem zaostanku. Ljubljana pa seveda nekako izpolnjuje svoje naloge. Ja, malo seveda prostora in no, zdaj pa še ena priložnost in 3:0. Nika Pintarič je dosegla svoj 4. prvenstveni gol in Ljubljana nekako zdaj je stvari postavlja na svoje mesto. Razdalja je kar precejšnja, tako da tole bo verjetno kar poskus podaje do Kastelčeve, ki seveda zdaj tam preigrava. Streljala je Kastelčeva in tole je šlo mimo gola. Hitro zna sprožiti proti vratom. Ali bo to predložek v kazenski prostor, tako kaže, ampak ne, podaja najprej lepo po tleh, strel proti vratom in obramba vratarke Vrhovnikove. Zdaj pa tam Mirjam Kastelec, Turkova tudi teče. Turkova, ali bo tole zdaj prekršek tam 16-tice Anja Čoha in rdeči karton zdaj za Anjo Čoha. Seveda tole je bila obetavna, nevarna akcija. Eva Kumalič, strel proti vratom in obramba vratarke Vrhovnik. Pa še ena tam napačna podaja zdaj vratarke Vrhovnikove. Ja, tale žoga je bila kar nekaj časa zdaj tam na glavi Mirjam Kastelec, tam pa strel proti vratom in 0:4. Kaj je zdaj uspelo tam nogometašicam oziroma nogometašici Ljubljane? Čudovit strel. Jana Intihar, takole je šlo, ja. Malce smole tudi za vratarko, poglejmo. Ja. Takole z eno roko je želela izbijati in seveda dovolj močan je bil strel, da je bila Barbara Kralj, ampak še vedno zdaj napad podaja do Kastelčeve. Turkova seveda bo morala počakati, strel in gol. Ja, neverjetno, 0:5. Kako malo je prostora potrebovala Mirjam Kastelec, torej 73. minuta, torej 4 goli. Hat-trick, pardon, seveda. Nogo v 63. minuti, pa prosti strel, ki ga je izvedla Lucija Kos. Žoga se je takrat odbijala, no zdaj pa še en gol je padel, 0:6, vodijo že nogometašice Ljubljane. Prvenstveni gol v tej sezoni, takole je 15-tica premagala vratarko Tajo Vrhovnik in znova postalo nevarno. Ja, takole se je obrnila Mirjam Kastelec, strel proti vratom in ni bilo tako nevarno, kakor je izgledalo iz tega zornega kota. No in konec tekme. Konec tekme, 3 točke torej potujejo v Ljubljano. Današnja tekma se je odvila tako, kot smo si najmanj želeli v bistvu. Še vedno menim, da smo sposobni boljše odigrati, predvsem rezultatsko. Prvi polčas je bil naiven, je bil soliden, sicer z naše strani, ampak naivni zadetki. Tepe nas pač naša mladost, neizkušenost, ja, tepe nas naša v narekovajih poštenost. Punce iz Ljubljane so predvsej bolj agresivne in potrebno se je temu prilagoditi. Tako da ja, nas čaka do zdela, ampak ne glede na vse smo optimisti, ker mi, se pravi, imamo prihodnost, imamo mlade punce in je samo vprašanje časa, če bi tako delili, ni razloga, da ne bi bili optimistični.
Jaz mislim, da smo tekmo odigrali borbeno, lahko bi se malo bolj skoncentrirali v določenih trenutkih. Nasprotnice so bolj izkušene, kvalitetnejše očitno. Je pa res, da imamo mi tudi zelo mlajšo ekipo, mlajšo generacijo, imamo dosti potencijala in rezultat ni bil prav toliko realen, pač bomo naslednjo tekmo boljši in zdaj bomo sam borba dalje in ja. Po rezultatu sodeč je bila tekma lahka, ampak na igrišču ni bilo čisto. Igralke nasprotne ekipe so šle dobro v tekmo, so bile agresivne, tudi si pripravile kakšno priložnost, ampak ja, potem po izključitvi smo, se mi zdi, suvereno pripeljali tekmo do konca in zmagali. Ja, za nami težka tekma, dober nasprotnik. Prve 15 minut smo se malo lovili v neki tranziciji, te druge žoge nismo bili najbolj pozorni, potem pa se mi zdi, da smo iz minute v minuto rastli, bili zelo dominantni in zasluženo zmagali. Če je bilo treba še enkrat potrditi, so Ljubljančanke to storile. Uradno jim lahko damo naziv prve ekipe, ki bo lovila Muro v boju za naslov državnega prvaka. Trenutno pa je zasedba Urške Žganec tista, ki beži pred konkurenco. Skupaj so že dolga leta, večji uspeh pa je prišel lani z naslovom v pokalu. Mi smo kaj ena velika družina in tako kot v družini prej ali slej pride moment, ko se spičiš, res prideš v to monotonost, mogoče, da misliš, da delaš na polno, pa na koncu gotoviš, da ne, ampak glih tu je meni na koncu čar ekipe, ker vedno bo pa ena, ki bo videla, da lahko daš več in te spodbudi, sicer takrat mogoče malo poči, se tudi mi spičimo, ampak ključno je, da začnemo takoj reševati te stvari in na koncu vedno pridemo do ugotovitve, da lahko damo še več, da gremo lahko še stopničko više. Zdaj na koncu je samo vprašanje prioritet, koliko smo poleg svojega osebnega življenja pripravljene več vlagati vsako leto, ker je težko biti vedno starejši, ampak hkrati vedno več vlagati, če ni tudi mogoče finančne spodbude, ki definitivno pripomore pri temu, ampak mislim pa, da na koncu ugotoviš, da je vredno, da ti da nogomet res dosti lepih stvari, mogoče če ne finančnih, pa tih ostalih. Na čelu tehničnega projekta stoji Urška Žganec. Odigrala je številne težke tekme, ponosno nosila dres reprezentance. Njena vrlina je bila, da je znala potrpežljivo čakati na trenutek, ko se bo ekipa lahko enakovredno kosala, ne le na eni tekmi z Muro ali predtem z Olimpijo, temveč bo znala teči prvenstveni maraton. Verjamem, da gremo kdaj mi na živce, ona nam na živce, mislim, da je to nekaj normalnega, ampak predvsem pa se vidi, koliko ji pomeni nogomet, da želi, da nam da čim več. Vsako sezono se res pozna nek napredek tudi pri njej in glede nogometnega vidika, psihološkega vidika. Res se, ne samo ona, ampak mogoče celotno vodstvo trudi, da nam vsako sezono omogoča, da gremo stopničko višje. Zato je potrebenega dosti odrekanja, ampak mislim, da je, ne vem, en res lep pokazatelj je finale pokala. Prej smo igrali 7-0, ker smo poizkušali, ker moraš probati, kdaj stvari moraš riskirati, ampak na koncu je odločila za vrhunsko taktiko. Pripravila nas je do tega, da jo udejanjimo, ker na koncu je tudi njena vloga in tudi psihološko nas je oziroma so nas dobro pripravili na to, da mislim, da se že sami rezultati kažejo, kakšna je in mislim, da cenimo in se zavedamo, da imamo res vrhunsko trenerko in tudi to je eden od razlogov verjetno, zakaj vztrajamo. Z uvrstitvijo v polfinale pokalnega tekmovanja in z prvega mesta na lestvici je razgled res čudovit. Sanje so, da bi tam, kjer so, ostale vse do sredine maja. Nato bi se odprlo novo, še nenapisano poglavje. Upam, da bomo počasi prišli, da osvojimo ligo, da gremo v ligo prvakinj, ampak zavedamo se, da do tam je še dolga pot. Tudi pokal smo mislili, da nam bo ratalo že prej osvojiti, ampak traja. Te stvari, mislim, da če si jih dobro zastaviš, pa na nek zdrav način, da želiš res s svojimi puncami nekaj ustvariti, pol moraš biti pripravljen žrtvovati par sezon, da gre čas za to in mi smo pripravljene, smo videli, da je vredno. Vemo, da nam počas že ura malo tihtaka, da smo že kar stara ekipa, izkušena, ampak mislim, da dokler toliko uživamo v temu, pa da vidimo nek prostor za napredek, pa kaj še lahko damo tej ligi, da bomo sam rasle naprej in upamo, da pridemo čim više.
Katja Turk je pri Ljubljani od njenih začetkov. Prvič se je klub udeležil ligaškega tekmovanja leta 2021. Je tretja klubska strelka, nosi kapetanski trak in pa predvsem v najzrelejših nogometnih letih. A se zaveda, da čas hitro teče. Rada bi na koncu ostala v stiku z nogometom, vem, da ga večno ne bo mogla igrati, vsaj ne na takem nivoju, bi pa rada bila, izobražujem se tudi kot trenerka, tako da rada bi bila vključena v nogomet in kot trenerka in kot fizioterapeutka in mogoče na ta način, ko enkrat ne bo mogla več igrati, dala mlajšim puncam to, česar mi nismo imeli, neko zdravo okolje, da vidijo, koliko je pomembno, da poslušajo svoje telo, koliko je pomemben postopen trenažen proces, da ne smeš prehitevati, da si moraš dati čas in da odrasteš nogometno kot osebnostno in mislim, da lahko dam to na več načinov, ne sem kot igralsko, tako da dokler bo šlo igralsko plus to, pa se bom vrgla čisto druge vode. Radomlje Medex so v športnem parku Svoboda premagale Olimpijo s 3:1, 13:0 je bilo na tekmi kirurgije Estetikal Aluminij in pa Mure Nona. Žena Maribor je dosegel 5 golov, prejel nobenega proti Žalcu Trbovljam. Ljubljana je s teniških 6:0 odpravila Primorje Toslon Nutri Cosmetics. Krim Hubat je prišel do zmage proti Gažonu Lelogu 4:2. Z 10 tekmami in 27 točkami na lestvici vodi Ljubljana. Mura in Radomlje Medex si delita drugo mesto, a imajo prvakinje v primerjavi z Ljubljano 2 tekmi manj, z rumenosrčnimi pa 1. Na 4. mestu je Primorje Toslon Nutri Cosmetics, Olimpija je 5. V srčju razpredelnice najdemo Krim Hubat. Gažon Lelog in Maribor imata 10 točk, Cerklje 6, kirurgija Estetikal Aluminij 3, Žalec Trbovlje 0. Konec tedna ne bo ligaških tekem, ker je na sporedu reprezentančna akcija. Slovenke so se zbrale na Brdu pri Kranju pod vodstvom selektorja Saše Kolmana. Tekmovalnih obveznosti v letu 2025 naša dekleta nimajo več, bodo pa imela na sporedu prijateljsko tekmo Srbijo v Radomljah v ponedeljek 27. oktobra. Ja, od Avstralije so že 4 meseci, se mi zdi, da. Tako da ta akcija nam pride prav, pa tako isto novembrska akcija, ker so prijateljske tekme, da se skupaj pripravimo na naslednje leto, ko bo šlo zares, tako da mislim, da bomo tudi s temi prijateljskimi tekmami veliko pridobile. Moramo preizkusiti nove igralke, ker vemo, da imamo 2 poškodbi. Vemo, da bomo težko računali na Saro Makovec pa Špelo Kolbl, ki sta bile obe nosilke v prvih 11, tako da moramo čim bolj te tekme pripeljati do tega, da bomo najboljši pripravljeni za leto 2026. Istočasno kot članska reprezentanca se je zbrala tudi mladinska. Dekleta se pripravljajo na kvalifikacije za nastop na Evropskem prvenstvu. V teh dneh bodo v Kranjski Gori odigrale 2 prijateljski tekmi proti vrstnicam z Poljske in Hrvaške.